Zdaj pa k slovenski vojski, iz katere ponovno prihajajo sladko-grenke novice. Brez skrbi, nismo zmagali v vojni proti novim stoječim predmetom in pri tem strmoglavili še zadnjega Pilatusa. Ne, sladek del novice je, da je slovenska vojska dobila 15 novih častnikov. Grenak pa, da je s to zaprisego izgubila ravno toliko vojakov. Vse manj jih je torej na terenu, vedno več pa v pisarnah in štabih. Od 6414 redno zaposlenih je vojakov v dobesednem pomenu te besede samo še dobra tretjina. Kaj čmo, vojska je pač tako kot večina modernih podjetij. 2/3 zaposlenih so šefi z laskavimi nazivi, resnično delo pa opravlja tretjina brez naziva. Sodeč po številkah, nekaj 100 pripadnikov naše vojske deluje na misijah v Bosni, Afganistanu in na Kosovu, nekaj tisoč pa na misijah na kadrovski, IT-ju in računovodstvu. Morda skupina novopečenih vojaških častnikov ni prva, ki je slovesno zaprisegla svojo zvestobo pisarniškemu delu, je pa prva, ki je to storila v predsedniški palači, ki je terna vseh pisarniških služb. Za koga? Za Slovenijo! A se spomnite, ko je Pahor nazadnje tako skandiral, smo prišli na svetovno prvenstvo? Poklica vojaka pa ne promovira samo predsednik države, pač pa tudi nove investicije slovenske vojske. To me pa res zanima, kaj bo. Letala, tanki, ladje. Ravno včeraj so se v vojski pohvalili z novimi izboljšanimi vojaškimi škornji, saj so se vojaki pritoževali, da sedanji terenskih preizkušenj niso preživeli. Še huje je bilo z vojaško opremo v preteklih letih. Dobro, predvidevam, da nekje je treba začeti, ne? Če je njihova oprema včasih videti, da so se igrali s petardami, so vojaki zdaj dobili vsaj nove škornje. In to iz Žirovske Alpine. Ne vemo sicer, a se v njih da uspešno braniti slovensko domovino, ampak vemo, da se z njimi brani vsaj slovensko gospodarstvo. Dajmo samo upati, da se ne najde en cenejši konkurent iz Finske. In če novi škornji niso dovoljšen razlog za dvig zanimanja za vojsko, je minister Erjavec napovedal še dodatne investicije. Vozila 4x4 Oshkosh, potem v načrtu je nabava novih helikopterjev. To je pa kar impresivno. Samo upamo lahko, da bo Slovenija še v Erjavčevem mandatu nabavila tudi mitraljeze, podmornice pa rakete zrak-zrak. Pa to ni vse, kar upamo. Upamo tudi, da gospod Erjavec z besedo helikopterji misli dejanske helikopterje in ne tiste polnjene s helijem. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.